Prav tako dobro vedo, kaj loči uspešno poslovno zgodbo od malce manj uspešne. To je ena beseda. Akcija. In to akcijo vsakodnevno v podjetju začinijo tudi s privlačnimi koncepti inoviranja, ki sanje spreminjajo v resničnost. Kako velike sanje sanjajo in kako kreirajo novo realnost, pa bomo slišali prav zdaj. V našo družbo vabim Antona Zupančiča, direktorja podjetja Systemer. Lepo pozdravljeni, izvolite. Zahvaljujem se za besedo. Moje ime je Anton Zupančič, prihajam iz podjetja Systemer d.o.o. in smo lanskoletni nagrajenci FDA Awards. Z vstopom v globalno skupino Systemer so se nam odprle nove možnosti in pridobili smo nova inovativna znanja, ki smo jih vpletli v svoje proizvode. Nekako so se nam pojavile nove dimenzije, nove razsežnosti, novi trgi. Na ta način so se nam tudi začele porajati ideje. Pri tem smo seveda vključili svoje zaposlene, ki so aktivno sodelovali in prihajali za svojimi idejami o razvoju naših izdelkov in pa seveda pristopu k trgu. Vse to je se pravi nas popeljalo nekako v sam vrh proizvajalcev v industriji HIVAK. Inovacija je pravzaprav nekaj spontanega in pomeni vse, kar odstopa od povprečja. To pomeni, da ne kopiramo nekoga, ampak poskušamo proizvod, ki je podoben že nekemu proizvodu na trgu ali pa je to čisto nov proizvod, vpeljati neke inovativne pristope, ki seveda izdelku lahko dodajo potem neko dodano vrednost in seveda olajšajo vse proizvodne procese, ki sledijo v korak z razvojem tega produkta. Pomembnost inovacij pri nadaljnjem razvoju je seveda nekaj, s čimer se srečujemo praktično vsak dan. Začne se nekako z nekimi sanjami, ki postanejo v nekem trenutku lahko tudi konkreten proizvod. Poznamo primere v avtoindustriji, kjer praktično vsako leto na svojih sejmih razstavljajo prototipne modele, ki verjetno nikoli ne bojo ugledali luč sveta, vendar skozi ta razvoj teh prototipov praktično prihajajo nove ideje in se porajajo novi predlogi za izboljšave in za napredek. Zelo slabo je, če tega procesa v podjetju ne sprovajamo in ga ne motiviramo, saj to sledenje ostalim lahko pomeni tudi v nekem trenutku konec naše poslovne poti ali pa samega proizvoda. Današnja situacija, današnji trendi seveda napovedujejo hiter tempo. Če pogledamo leta nazaj, seveda so vsi ti razvojni projekti, vse te inovacije prihajale bolj počasi, a ne? Bili smo bolj preudarni, medtem ko danes moramo reagirati bistveno hitreje. Še posebej, če pogledamo v trenutno situacijo, ko se srečujemo z virusom, ki nas je napadel, seveda na to nikakor nismo bili pripravljeni. In v tem trenutku seveda, tako kot stroka v medicini, smo tudi mi, bom rekel, en del vpeti nekako v ta proces iskanja rešitev, ko se srečujemo z virusom. Medicina v današnjem času odkriva zdravila, ki bi v normalnih pogojih verjetno trajala bistveno dlje. Ravno tako je z našimi proizvodi, kjer smo se do sedaj pretežno ukvarjali z energetsko učinkovitostjo, medtem ko danes se pa pravzaprav postavlja na prvo mesto varnost. In seveda moramo v zelo hitrem času odreagirati in ponuditi pač rešitve,
ki bojo omogočale predvsem varnost in zdravje. Zato moramo seveda spodbujati vse zaposlene, ne samo na razvojnem področju, ampak tudi v celotnem podjetju, da odprejo oči, da opazujejo okolje, da prihajajo z novimi idejami. Mi pa seveda na drugi strani moramo prepoznati prave ideje, prave inovacije in jih nemudoma v bistvu vpeljati v proizvod, pospešiti ta proces in čim prej priti na trg. Seveda pa je zelo pomembno na tem mestu povedati tudi to, da vse, kar počnemo danes, se seveda ne bo zgodilo čez noč. To pomeni, da gledamo tudi v prihodnost, torej dan potem, ko bomo dobili to bitko s tem virusom, in takrat se bo potem proces nadaljeval, naše delo se bo nadaljevalo in v tem primeru seveda moramo biti mi že danes pripravljeni, da se bomo potem nadalje lahko uspešno razvijali. Seveda pa vse te inovacije prihajajo na površje, ker so motivirane, bodi si finančno, bodi si skozi osebnostni razvoj. Vsekakor v našem podjetju skrbimo za to, da vse pobude, vse inovativne ideje nagradimo, pletemo osebe, ki prihajajo, sodelavce, ki prihajajo z inovativnimi idejami tudi v procese, da sodelujejo aktivno v nastajanju in izpeljavi teh idej. S tem pa seveda pokažemo dober vzgled tudi vsem ostalim zaposlenim v podjetju, kar seveda rezultira tudi potem v zainteresiranosti posameznikov pri sodelovanju v teh razvojnih procesih. Kot sem že prej omenil, se pravi, mora biti vedno prostor za sanje. Vsaj mi tako to imenujemo. To pomeni, da dovolimo ljudem, da stopijo iz svojih okvirjev in da poskušajo poiskati rešitve nekje drugje, prihajati z nekimi svežimi idejami, ki nam seveda še kako pomagajo pri tem, da lahko uspešno vodimo naše podjetje in da se lahko uvrstimo v zelo konkurenčno okolje. Vedno je treba biti seveda na preži, vedno je treba iskati priložnosti. Čeprav danes govorimo o tem, da je nastopila velika kriza, seveda vsaka kriza in vsaka takšna situacija generira nove priložnosti, pojavljajo se nove razvojne razsežnosti in posamezniki seveda, še posebno tisti, ki so motivirani v tej smeri, prihajajo z inovativnimi idejami, ki jih poskušamo pri nas pač nekako vtkati v naše proizvode. Vsekakor je izrednega pomena, da dober predlog pravočasno prepoznamo in v bistvu v najkrajšem možnem času spravimo življenje. To pomeni, da iz tega nastane nek izdelek ali storitev, ki jo skozi potem inovativne marketinške pristope seveda spravimo tudi čim prej na trg. Pri nas v podjetju recimo smo izvedli en tak projekt in sicer smo prepoznali potrebo po proizvodu, ki bi postal nekako tudi edinstven na trgu, z ozirom na to, da se ukvarjamo z proizvodi, ki se uporabljajo v sistemih prezračevanja, konkretno odvod dima in toplote. So bili energetski trendi narekovali nekako izboljšano porabo energije in tako je nastala potem ideja, da smo razvili poseben strešni ventilator,
v katerega so vgrajeni elektronsko komutirani motorji, s katerimi smo pravzaprav postali edinstveni na trgu tovrstnih proizvodov. Ob tej priliki bi se še enkrat zahvalil za lanskoletno podeljeno nagrado in izkazano zaupanje in bi se vam zahvalil za pozornost.